Pozdravljeni. Čeprav bi zmotno mislili, da so resnični zapori tisti, v katerih imamo omejeno svobodo gibanja, torej, da so zapori tiste stavbe, v katere nas zaprejo, če naredimo nekaj, kar ne bi smeli, in moramo tam nato prebiti 5, 10, 20 in več let, seveda odvisno od tega, kar naredimo, bi se motili. Zakaj? Resnični zapori so namreč v naših glavah in ne tam od zunaj. Če smo v zaporu, pomeni, da smo na nek način omejeni. In današnji zapori, torej v teh stavbah, kjer so ujetniki ali pa zaporniki zaprti, niso niti toliko slabi, samo omejeni so z kvadraturo oziroma z gibanjem navzven v družbo, torej usmerjeni navznoter. Pravi zapori, kot sem že omenil, so v naših glavah in si jih postavljamo sami. Če nam življenje ponudi vse, torej vse, kar si želimo, in mi ne znamo v tem uživati, se lepo imeti, to pomeni samo, da imamo v sebi, v naši glavi, nek omejen način razmišljanja, torej zapor, v obliki škatlice, iz katere ne znamo in ne vidimo ven. Kako vemo, da nismo v zaporu? Če se ne počutimo omejene, torej če se počutimo svobodne, proste in na nek način svetleče, potem, če je to res, če tudi gremo v današnji zapor, v stavbo z imenom zapor, in se tudi tam počutimo proste, svetleče, neomejene in žive, potem zagotovo vemo, da ne živimo v svojem notranjem zaporu. Teh zaporov, naših notranjih in edinih resničnih, je neskončno. Če bi nekaj radi v življenju in si tega ne dovolimo ali ne znamo dovoliti, zaradi kakega strahu ali predsodka pred sabo ali pred svetom, smo spet v neki vrsti zapora. Podobno kot v zgodbi Mali princ. Vsak izmed nas živi v svojem svetu in bolj močan, kot je ta naš notranji zapor, na manjšem svetu živimo. In ne znamo videti, prepoznati in občutiti neskončnosti, ki nas obdaja vse okrog nas. Zakaj? Ker smo sami sebi nadali ta kvadratna razmišljanja, torej omejena, znotraj nekih varnih, torej nam varnih mej, in ker je ta ograja oziroma zid tako visok, ne znamo videti preko teh omejitev. In kot pravijo, življenje je zunaj, ne noter, moramo tudi mi znati prepoznati to omejen način razmišljanja
in si dovoliti razbiti ali samo skočiti izven naše škatlice, tako da lahko ponovno zaživimo v polnosti. Hvala.